Infodramovci zdravo, sredi tedna, sredine teme. Danes smo samo za vas izbrali. Veseli sladki december, žalostni zobje. Kako poskrbeti, da nas ne bo mučil karies? 11-letni Ahmed iz Gaze, ki pri nas okreva, pravi: v Sloveniji imate mir, pri nas pa je vojna. Skakanje, premetavanje in prevali. Ali kdo so najboljši mladi akrobati v Sloveniji? Veseli december prinaša veselo mero sladkarij, kar razveseljuje naše brbončice, ne pa tudi zob. Bele izrastke v ustih je treba zato redno čistiti, ker če tega ne počnemo, so posledice lahko zelo boleče. Zato smo skupaj z učenci osnovne šole Prežehovega Boranca obiskali zobozdravnico. Vijolične tabletke bodo že čez nekaj minut pokazale, ali so si učenci zjutraj dobro umili zobe. Pri tabletki, če so zobi vijolični, to pomeni, da so manj čisti, če so pa bolj beli, to pomeni, da so bolj čisti. Meni tabletke niso tako zelo všeč, ker so za moj okus malo preveč sladke. Ko vsi poližejo tabletke, sestra pregleda, kakšne barve so zobje. Učenci osnovnih šol v Sloveniji tako tekmujejo, kdo najbolj skrbi za ustno higieno. To ni zato, da se oni med sabo, kdo je zdaj boljš umil, ampak da med sabo potem rečejo: joj, ti si moraš pa bolj umivati, lej, da bomo imeli kot razred boljši rezultat. Vsaj enkrat na leto pa morajo učenci obiskati tudi zobozdravnika, ki dela kar na šoli. Zobozdravnica učence v tej šoli pregleduje že 10 let in pravi, da se ustna higiena osnovnošolcev z leti slabša. A te kaj strah? Mičkan. Zakaj? To včasih mičkan skrbi. Zobozdravnica učence v tej šoli pregleduje že 10 let in pravi, da se ustna higiena osnovnošolcev skozi leta slabša. Je v zadnjem času več otrok, ki imajo mogoče pomanjkanje časa strani staršev, zvečer mogoče zmanjka energije. Vse je v tehniki. Sestra na posebnem modelu učencem pokaže, kako si pravilno umivamo zobe. Vedno umivamo od rdečega proti belem in po vsakem zobu 10-krat. Vaja dela mojstra. 8, 9, 10. Zobe si je potrebno umivati vsaj 2-krat na dan, vsaj 2 minuti, pred zajtrkom in pred spanjem. Pri tem uporabimo okoli 2 cm zobne paste, ki ima oznako PPM, kar pomeni, da vsebuje zadostno količino fluoridov, ki bodo uspešno kljubovali nastanku kariesa. Kako pa karies nastane? Odgovor prinaša podrobno pod lupo. Ko pojemo bombon, ga nekaj še vedno ostane v ustih. Sladkor, ki je bil v bombonu, se prilepi na zobe in skupaj z bakterijami tvori zobno oblogo. Če zob ne umivamo in obloga na zobu ostane dlje časa, jo bakterije spremenijo v kislino. Ta začne razjedati zobno sklenino in lahko počasi, a vztrajno uniči tudi zob. Sčasoma na zobu nastane luknjica, ki je telo ne more več samo popraviti. Ko se zobna gniloba približa živcu v notranjosti zoba, pa nas začne neznosno boleti. Zdaj pa k popolnoma drugačni temi. Ahmed, Mostafa, Hanin, Bejna, Vala in Sabrin. To je 6 mladih, starih od 6 do 12 let, ki so konec novembra prišli iz Gaze v Slovenijo s posebnim namenom, da dobijo pomoč pri okrevanju po hudih poškodbah. Nekateri bodo dobili tudi nove opornice, proteze in invalidske vozičke. 11-letni Ahmed je v Sloveniji tokrat že 3. Ahmed rad pleza po drevesih in se vozi s kolesom. مش عارف كأني متدرب ببدلها واحدة بحطها بدون ما ارفعها بسرعة بعملها. Ahmed je nogo izgubil v prometni nesreči, ko je imel 2 leti. Zdaj je star 11 in že 3. leto prihaja v Slovenijo, kjer mu pomagajo pri okrevanju. Prvo protezo pa je dobil, preden je šel v 1. razred. Ker rastejo, bodo zdaj prilagodili njegovi višini in v soboto bo odpotoval z njo domov v Gazo. سلوفينيا معي ماشية يعني كل ما باجي هنا بحس إني في أمان. كله مقطوع، كهرباء مقطوعة، مية مقطوعة، إيش كمان مقطوع، مدارس فيش. Gaza leži na Bližnjem vzhodu in tam že več desetletij poteka vojna za ozemlje med Arabci in Izraelci. Zakaj? Na tem območju je v davnih časih živelo več različnih narodov. Leta 1947 pa je Organizacija Združenih narodov odločila, da lahko Judje tam ustanovijo svojo državo, Izrael. Domove je izgubilo veliko Arabcev, ki so se temu uprli. Od takrat je bilo več vojn, Izrael pa je zasedel še več območij, kjer živijo Arabci. Ta območja so Gaza, vzhodni del Jeruzalema in zahodni breg, kjer želijo Arabci ustanoviti svojo državo. Ahmed doma pogreša mir, njegova želja pa je tudi, da vtah mazare, bato žež,
ما أنا بحب الحيوانات، بحب عيشة الحيوانات وإحنا متعودين على الفقر والحيوانات والهذا. S hrupom nad netopirje. Te nadležne zvoke trobil, helikopterja in strelov so uporabili v Avstraliji, da bi pregnali kolonijo 80.000 netopirjev, ki so se naselili v parku. Domačinom je bilo dovolj hrupa in smradu, ki naj bi jo povzročali ti leteči sesalci. A borka za zaščito netopirjev nasprotuje takšnemu preganjanju, saj meni, da je prekruto. Stara je na tisoče let, uporabljajo v cirkusu, pa tudi kaskaderji v filmih. To je akrobatika. Beseda v grščini pomeni hoditi po prstih, včeraj pa so se na osnovni šoli Dobrova osnovnošolci in srednješolci pomerili na državnem tekmovanju v tej športni disciplini. Poglejmo, kako je bilo. Natančno izpeljani akrobatski gibi in velika mera poguma. Na tekmovanju okoli 150 fantov in deklet pokaže vse, kar znajo. Medtem, ko nekateri že tekmujejo, se drugi še ogrevajo. Mišice moraš imeti ful ogrete, da slučajno ti kakšna mišica se ne nategne ali pa poč. Ja, pač za poškodbe je tako, da lahko si na treningu že večkrat kaj narediš, kak gležen zviješ. Lahko je pa tudi do kak hujših poškodb, zlom noge, roke ali pa še kaj pač. Akrobatika je disciplina gimnastike, pri kateri tekmovalci na akrobatski stezi izvajajo različne skoke, prevale, premete. Treba imeti malo poguma za take trike. Moraš biti tudi dosti gibčen, pa dosti moči moraš imeti, ne smeš biti lih toliko lesen. Prvo moraš dosti vaditi, v glavi premljati vse, kar ti ne leži v redu. In pričakovanja? Mi bo šlo najboljš pri premetu naprej. Salte za nazaj, premet za nazaj lahko, salte za naprej pa mogoče malo težje, zato ker bom kakšen skok naprej naredil. Sodniki natančno opazujejo vsak nastop in ga ocenijo glede na to, kako težke prvine so tekmovalci uporabili. Pri akrobatskih skokih se ocenjuje, da je akrobatski element čim višji, jasen položaj telesa, skrčeno, sklonjeno, stegnjeno, zraven pa še estetska drža, to pomeni ravna kolena, stopala, komolce in tako dalje. In dali so vse od sebe, le najboljši pa so dobili tudi pokale. Vreme. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, ki bo ponekod gostovala skoraj ves dan. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do +1. Čez dan bo v krajih z meglo ostalo kar pri 3 stopinjah, drugod pa bo malo topleje, od 4 do 6 stopinj, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Dragi infodromovci, tudi jutri se gledamo pol ure pred 19. Do takrat pa se imejte fino in radi. Čau!